pomehiki. Jaz sem Janin, tole pa Alen Sidar, ki je zelo navdušen popotnik. Že 20 let si bil star, ki si začel potovati in si že marsikaj predelal, kot vidimo na tem zemljevidu. Se pravi, tam v bližini od mesta Mehika verjetno si šel na tiste indijanske izkopanine oziroma piramide. Ja, valjda, itak, največja znamenitost tam okrog Mexico City, Teotihuacan, ogromne piramide, drugače pa najbolj časa sem se veselil, oziroma kaj sem delal v Mexico Cityju, je, da sem se privajal na mehiško hrano. Špansko govoriš kaj? Ja, špansko sem se takrat še ne, ampak sem se pol spotoma naučil, takrat še nisem nič znal. Postavim si kakšno svoje gimnazijsko znanje italijanščine uporabljal ali kaj takega. Ja, mislim, nekako se zmeniš, pa Google Translate. Pa so Mehiki je kar nekaj, ki angleško govorijo, ne? Ja, sploh recimo v Mexico City govorijo špansko, pa tudi na Yucatanu, ampak izven tega pa ne zares. Tisti, ki se ukvarjajo s turizmom, drugi pa ne. Ja, tako je. Tako da ne, mislim, pravijo, ko greš v Mehiko, rabiš recimo prvi dan en takos, drugi dan 2 takosa, tretji dan 3, da se telo počasi privadi na hrano pa na pekoče, pa da pol nimaš težav. Tako da načeloma nisem nikoli jedel pekočega, sem se hitro privadil, pa mi je bilo super, pa tudi potrkal. Kako si takrat recimo iskal prenočišča? Si že na internetu poiskal naprej ali si se znajdel, ko si prišel v kakšno mesto? Vedno sproti, vedno booking, vsak dan pogledaš, ko meniš lokacijo, pogledaš, kaj je fraj, in pol večinoma te hostle, tam tudi pol ljudi spoznavaš. Zdaj edino malo se moraš zorganizirati, če recimo kak praznik ali pa kako novo leto, tam moraš malo bolj pazljiv biti, Po Mehiki ima veliko hotelov tudi dormitorje, ne? Ja. Ne, pa ful mi je všeč zato, ker recimo hostli, so se začeli najprej v Evropi, 20-30 let nazaj, pa je bil namen, da se spoznavajo popotniki, pa tega zdaj v Evropi ni, zdaj so hostli samo najcenejše prenočišče, pa ne grejo tja popotniki, ampak samo tisti, ki rabijo za prespat. Zdaj recimo v Latinski Ameriki, pa tudi v Aziji so pa hostli zdaj točno s tem namenom, zato da se popotniki spoznavajo. Tako da tam v bistvu prideš, dobiš vse informacije, spoznaš ljudi, ker tudi ko sam potuješ, je včasih kar malo, mislim, ti je dolg časa, nimaš kaj za delati in da rabiš malo socializacije, pa tudi hočeš koga spoznati, če si še tam. Potoval si večino z avtobusi tukaj, verjetno? Ja, z avtobusi. Pa potem, ko si prišel v kakšno mesto, kaj je pol, taksi ali karkoli? Ja, taksi. Če si imel že rezervirano nekje, ne? Ja. Kako si pa iskal? Si pogledal, katera stvar je blizu centra, pa izbral hotel, ki je manj kot 2 km oddaljen od centra, ali kako? Jaz sem vedno sem malo gledal, recimo, najcenejši hostel, ker sem vedel, da veliko popotnikov gre tja, ker od teh popotnikov ti to dobiš informacije. In tako na tak način sem dobil informacije, pa pač delal odločitve. A cene so bile kje? Tam nekje okrog $10? Česa? Hostlov? Ja, nekje 10-15. Takrat je bil tudi ta peso mehiški, je bil zelo ugoden za nas. Zdaj vem, da potem, ko sem šel, je postal ful dražji in je tudi potovanje po Mehiki bilo tako za četrtino dražje, ampak takrat je bilo pa... Kako pa z avtobusi tam po Mehiki? Mi smo takrat, ko smo šli na daljše razdalje, smo kombi najeli, ker nas je bila večja skupina. So avtobusi tudi klima skrajno vključena, tako da je 16 stopinj noter od zunaj pa 36? Odvisno od zvezdne države. Recimo tam proti severu, ko je malo bolj razvito, imajo boljše buse, tam so imeli klimo večinoma vedno bolj nabito. Če si šel pa v Chiapas ali pa v Oaxaco, so pa ti busi že malo razpadali, pa niti klima. Ja, pa ne vem, meni osebno je to za obupa tista klima, ki navijajo do skrajnosti in oni uživajo v tistem mrazu, mi smo pa zmrzvali. Ker mene že značno mod, kaj ste 25 stopinj, tudi 30, če preneseš, če vem, še malo veter piha. Ja, res ne huje, če gre zdaj, mislim, da sem tudi že malo starejši, vem, če grem na daljši bus, da vedno nekaj zaoblešta, da
se pa tudi ene parkrat zafrknijo. Nekatere države so obupne. Doskrat smo pozabili vzeti nekaj toplega in smo potem zmrzovali celo noč tam nekje na kakšnem avtobusu. Groza.